Pepecoin je zdaj v zadnjih tednih bil najbolj popularna kriptovaluta, zaradi tega, ker je dobil v bistvu ful pozornosti, zaradi ful velikih gainsov, ki jih je dosegel, sploh za neke early adopterje, in v bistvu zato, ker mu je v 2 tednih ratal priti med top 40 kriptovalut in na 1,2 milijarden market cap. V bistvu je bil Pepecoin toliko popularen, da je Ethereum v tem času dosegel 12-month high na gas feejih, in pa, kot sem rekel prej, Pepe je dosegel na piku 1,2 milijarden market cap, in to z več kot 100,000 unique walleti, z več kot 100,000 različnimi walleti, kar je zelo velik za nek coin, ki je bil na marketu 2 tedna oziroma še manj kot to. Zdaj meni je dosti crazy v bistvu, da folk še vedno kupuje te meme coine. Se mi zdi, da je to bil tak 2021 stvar, da tega ne bomo več videvali, sploh po teh v bistvu po velikih pacih, ki smo jih videli pri Shibi pa pri Dogecoinu. Ampak zgleda, da sem se zmotil, da folk še vedno to kupuje v upanju, da jih bo to naredil bogate ali ne vem kaj. Ampak ponovadi je v bistvu pri teh meme coinih dosti red flag, ki vidite toliko hype naenkrat, sploh pri meme coinih, ki pač nimajo res nobenega valueta, kakor v bistvu sam ta hype, ki je za njemu. Tudi v bistvu oni dosti lepo povejo na websiteu, da Pepecoin nima čisto nobenega utilityja, čisto nobene vrednosti in da je samo za entertainment purposes. Ampak ja, ponovadi, ko vidite tak momentum based move, ko vidite toliko pika, je ponovadi v bistvu že prepozen, da boste vi zaslužili s tem. Tudi recimo high je Pepecoin dosegel prejšnji petek 5. maja, lih takrat, ko je bil listan na vseh teh major exchangih, na Crypto.com, Binance, KuCoinu, in to je pač pol ponovadi, ko pride ta mass adoption, ko pride peak hype, ponovadi vidimo tudi top v ceni in Pepe je od takrat down že več kot 60%. Pri teh meme coinih morate vedeti, da ponovadi je prepozen, ko slišite vse druge, da govorijo o tem. Večina folka, ki zasluži s temi meme coini, so ali ownerji ali pa neke osebe, ki so dobile nek insider info, recimo od ownerjev, in so prišle dosti zgodaj v projekt in pač investirale, v bistvu še temu jaz ne bi rekel investirale, tudi oni so dosti gamblali s tem njihovim nakupom. Ampak ja, za neke te navadne osebe, ki vidite vi to, ne vem, na Twitterju, je to ponovadi že prepozno. Kakor sem rekel, te meme coini nimajo res nobenega valueta in tudi oni so zelo jasno to povedali na websiteu. So napisali, da nima nobenega valueta, niti pričakovanj za financial return, in da je to tudi v bistvu coin brez kakršnega koli ekipe in brez roadmapa. Se pravi, tukaj je v bistvu vaš cilj, če kupite, da bo dosti hypa, da pač ena budala bavi dražji kakor vi od vas te Pepecoine. In ja, to se bo zgodilo samo, če bo v bistvu še več hypa, kar se pa dosti težko zgodi, če že vsi govorijo o njemu. Kot sem rekel, takrat je ponovadi že prepozno. In ja, čeprav so rekli, da je za entertainment purposes only, v bistvu vsak ve, da ko narediš enkrat coin in pol za marketing, v bistvu burnaš toliko supplyja in z različnimi walleti kupaš ful velike količine tega coina, zgleda pol to dosti privlačno za investorje, sploh neke te YOLO type investorje, ki investirajo v shitcoine. Sploh, če v bistvu ti uspe za tem zgraditi nek tak community, kakor je uspel to pri Pepecoinu. Tukaj bi v bistvu rad izpostavil še en red flag, zato ker ne vemo, koliko centraliziran je ta ownership. Sicer na websiteu od Pepeta piše, da so vse ownerji odpovedali ownershipu takrat, ko so pač burnali toliko supplyja, ampak vprašanje, koliko Pepecoinov so bavili z pač različnimi walleti v tej začetni fazi. In red flag je v bistvu, da je v smart contractu se skriva noter en blacklisting provision, kar je dosti sketchy, ker v bistvu zakaj so ga dali noter, če so imeli namen se odpovedati lastništvu tega coina, zato ker basically
kaj lahko naredijo s tem blacklisting termom. Lahko blacklistajo oziroma zamrznejo druge wallete, kar pa tem walletom onemogočajo pač prenos in posledično prodajo Pepecoina. Recimo med tem, ko bi oni pol sell-offali ta coin, se pravi zamrznejo liquidity drugim, med tem, ko se oni znebijo coinov, da pač jih lahko prodajo po dražji ceni. Zdaj ne vemo, a je to res, a je to zato noter, ampak se mi je zdelo zanimivo, da izpostavim, da je treba tudi na to malo paziti. In ja, v bistvu je to, nimam kaj drugega reči o temu Pepecoinu, meni se zdi to dosti tak joke investment. Zdaj, čeprav ni nič na temu kanalu Financial Advice, se jaz ne bi dotaknil Pepecoina z 2-metrsko palco. In ja, jaz res ne vem, kaj se bo zgodilo s tem Pepecoinom, kam gre short term, a lahko gre na še en run, probably lahko, a lahko 10x-ov tukaj, probably lahko, ampak se mi zdi, da isto šans je, da dropa še 90% od kjer je zdaj. Long term sem pa več ali manj siguren, da gre Pepecoin proti nič. Bi odsvetoval investicije v Pepecoin, če že kaj, ja ne vem, ali probite tradati ali neki, sam ne delati z leverageom. Videl sem na enem Discordu, da nekateri shortajo Pepecoin s 50x leverageom, kar je vse lepo in cool zdaj, ko dropa, ampak to se meni zdi v bistvu hujška gamblanje, zato ker imate še slabše odse, da zaslužite. In ja, to je v bistvu to, kar vam je zapovedati o Pepecoinu. Poglejte si spodaj v descriptionu na en website, kjer lahko vidite zastonj course, ki v bistvu dejansko poveva, kako zaslužiti, ne z nekimi meme coini. In ja, to je to za ta video. Hvala, ker ste gledali, pa se ga v naslednjem videu.